Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o vzorcih iz otroštva. Veste, kaj sem razmišljala? Zadnjič sem posnela video o tem, o zakonu privlačnosti, in to vse zanima. Kako v življenje dobiti to, kar si želimo, in to na čim bolj enostaven način. Ampak, če si sebe predstavljamo kot en velik magnet, ki privlači to, kar smo, kar si želimo, dejansko moramo iti pogledat, kaj privlačimo. In ko pogledamo, lahko naredite čisto analitično, kateri odnosi ti niso všeč, na katerem področju nekaj nimaš tako, kot bi ti želel ali pa želela. In vam povem, kaj se je včeraj zgodilo. Kliče nekdo, spoznali smo se pred parimi meseci in me povabil na kavo. Ampak začne pa tako. Ja, jaz na vseh področjih mi vse dobro gre, ampak imam pa probleme v partnerstvu. Sem rekla, veste, gospod, se še ti vikava, sem rekla, to je za osebno svetovanje. Ne, ampak jaz vas bi povabil na kavo. Ne more me povabiti na kavo, ker terapiji ne delam na kavi, ker če začne vabilo na kavo s problemi, pomeni, da pa še semle na kavč, da rešava najprej težave, semle na kavč, pač na svetovanje, da se razumemo, da rešava najprej vzorce, zakaj se mu dogaja, kar se mu dogaja. In recimo, on v življenju je vedno razočaran v ljubezni. No, in zanimivo. Jaz si ljudi ne zapomnim po obrazu, pač tega ne vidim ljudi, ampak zaznavam pa energijo. In ko sem opisovala eni sosedi, s kom sem se pogovarjala, pa pravi ona, kdo je to, se reka, pač ne ve, kako mu je že ime, ampak ima pa energijo župnika, pa starejši je. Ampak pol, ko le prideva do te osebe, kdo je, prideva do zaključka, da je mlajši od naju. In druga zadeva, da sploh ni župnik. In pa res razmišljam, zakaj sem ga jaz opisala energijo župnika ima? Ja, normalno, ker ga iz enega drugega življenja poznam kot duhovnika. In vam povem, zakaj ima težave v partnerski vezi, zato ker ima za obljubo, da bo večno sam. Pač, ko grejo zadeve. Ko imamo neko zaobljubo, jo je treba najprej počistiti. Šele takrat lahko pridemo do tega, da pritegnemo v svoje življenje to, kar si želimo. No, in če se zdaj vrnem na to, zakon privlačnosti, pa skrivnost, pa ekstar hiks, meni se zdi, da pač ta zakon privlačnosti. Kako pritegniti to, kar si želimo, vortex in. Glejte, dokler mi ne počistimo svojih vzorcev in pridemo do zaključka, zakaj se nam dogaja to, kar se nam dogaja, ne pomaga prav nič, Ne pa, veš, da si mi predstavljamo, kako smo v ljubeči vezi, kako smo krasno. Če imam jaz potrebo v svoji podzavesti po zlorabi, mi nič ne pomaga sanjati srečno vezo, ker bom vedno dobila nekoga, ki me bo zlorabil. Se pravi, imam najprej delo na sebi, da počistim ta del, da lahko v moje življenje pride nekdo, ki ni zlorabljevalec, Se pravi, kdor ima zaobljube zadaj, recimo, zdaj zadnje čase predelujem tudi v moji šoli z ljudmi vzorce zgodnjega otroštva, tam 2 leti. In zdaj pomislimo na otroka, ki trmari pri 2 letih. Zadnjič enkrat sem bila z mojimi dekleti, smo bile dejansko čez mejo, smo bile v trgovini in v tej trgovini je bilo tako DM, se meni zdi, da je bil. In v glavnem, tam sta bila 2 očeta ob otroku, ki je se metal po tleh, kričal, kakor je lahko kričal, in onadva sta ga samo ljubeče gledala. In v bistvu sem razmišljala, tako bi mogli starši odreagirati, ko 2-letnik želi izsiliti, kar si je pač namislil, da bo dosegel. Po večini pri 2-letnikih, ali pa sploh, kako ste vi mogoče bili vzgajeni, ko ste bili stari 2 leti, to definira, kako se upate postaviti za svoje pravice, za svojo vrednost, za sebe v življenju. Če ste bili vedno znova tepeni, ko ste bili stari 2 leti,
skoraj sigurno imate zdaj v življenju težave s tem, da se ne upate postaviti za sebe. No in to je pomembno. Kako so vas sprejemali takrat, ko ste začeli kot 2-letniki izražati svoje želje? No in to prva stvar, je treba iti pogledati te zadeve. Kako pogledati te zadeve? Z mišičnim testom. No, to je zdaj ena stvar. Druga stvar pa pol vodi naprej. Kot 2-letniki smo bili nemočni ob avtoriteti. Se pravi, avtoriteta nam ni dovolila in smo občutili nemoč. In zdaj, če vi občutite vedno znova nemoč, ko si nekaj želite, kot tisti gospod si želi lepo vezo, kot nekdo drug si želi lepo službo, kot nekdo drug, ki si želi zdravje, in vidi, da vedno pride do neke točke nemoči, se moramo vprašati, kaj če ta moj vzorec izvira iz zgodnjega otroštva, da sem se kot otrok počutil tako nemočnega in zdaj pač v življenju samo občutim nemoč. Pač to je pomembno za vas, ker morate vedeti, katere vzorce predelujete. Naslednja zadeva je spet povedana z 2-letnikom, z 2 leti, in sicer, če nam ni bilo dovoljen izražati svoja čustva in so nas kaznovali, je mogoče program v podzavesti ne dovolim sebi čutiti. Se pravi, meni ni dovoljeno čutiti. In če imate ta program, boste vedno svoja čustva potlačili, zaprli, zapakirali, nadeli na smeh in terali dalje. Dokler vas ne bo nekaj ustavili. In največkrat ustavi človeka bolezen. Neka bolezen, za katero mogoče ni logičnega razloga, ni logične razlage, enostavno se pojavi. In definicija tega je avtoimuna obolenja. Avtoimuna obolenja, kot je, recimo, če se vam močno dogaja, vam lahko dajo diagnozo, da imate depresijo. Če se vam močno dogaja, lahko se nekaj zgodi, da neko bolezen proizvedete, pač neko diagnozo dobite in primerna zdravila, ki imajo stranske učinke, in te stranske učinki vas bojo pač ubili na dolgi rok. Zdaj pa kako se iz tega ven zbrskati? Vsi bi radi uporabljali zakon privlačnosti in s čarobno palčko naredili takole, pa bi se pojavili, pa vidimo, da to ne deluje. Ker mi smo magnet in privlačimo v svoje življenje to, kar smo. Enako se privlači z enakim, se zlepi skupaj. Se pravi, mi privlačimo to, kar smo, kar je na isti vibraciji z nami. Se pravi, če mi želimo uspeh, recimo, moram vibrirati na uspehu. Kako se zdaj spraviti na vibracijo uspeha, če imam pa mogoče kodo pomanjkanja iz otroštva in iz prejšnjih življenj? Tukaj pa zdaj tisto. Prvo moram počistiti potrebo po pomanjkanju. To zdravilno molitvijo dekodiranje naredite. Naslednja stvar, strah pred izgubo. Naslednja stvar, mogoče, kaj pa če vse izgubim? Kaj če ostanem brez vsega? Saj ni vredno se truditi in tako naprej. Glejte, vse to sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, lepo po vrsti. Preverite z mišičnim testom. Moram potlačiti čustva. Strah me je postaviti meje. Potrebo imam potem, da se oklepam varnosti. Strah me je prihodnosti. To je vse korenska čakra. Pri vsaki čakri imate toliko za počistiti. In jaz, ko sem te stvari pri sebi predelovala, sem si mislila, bo kdaj tega konc, ne zmorem več. No in enkrat, ko nisem zmogla, sem šla hoditi, sem šla na vrh starega vrha in hodim tam sama po tistem bregu in objemam drevesa, pač jaz delam svoje nadgradnje v samoti, ne morem to delati med ljudmi, in sem napisala tole, to je šlo čez mene, preporod, v bistvu sem posnela jo. Za vas, drage moje prednice, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste tiho ječale v dolgih nočeh. Za vas, drage moje prednice, ki ste svojo bolečino skrile pred obrazi vseh in si zjutraj nadele trpek nasmeh. Za vas hodim po teh tihih poteh.
Za vas, drage moje prednice, ki ste stisnjenih ustnic hodile svoj marš, ker je nekoč veljalo, da veljaš toliko, kolikor imaš. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, za vas, ki ste obupano molile za pomoč. Za vas, drage moje prednice, za vas sprejemam svojo spolno sveto moč. Moje celice nosijo odtis vaših oblin, nosijo pa tudi zapis vaših bolečin. Za vas in zaradi sebe. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo mene. Za vas in zase se osvobajam vse teže, ki že toliko rodov duše reže. Za vas in zase se osvobajam vsega trpljenja, ki sem ga podedovala po družinskem deblu življenja. Za vas, drage moje prednice, za vas in zase hodim po teh tihih poteh. Po tihih poteh hodim tudi za moje otroke in za otroke mojih otrok in njihove otroke. Za vas, drage moje prednice, za vas in za vas rod, delam notranji preporod. In zato pišem knjige. In mogoče za nekoga zgledam čudno, to je še najlažji, najbolj mil izraz. Zgledam, rečem tako, kot ljudje rečejo, prfuknjena. Pač zato, ker sem jaz. Ampak če ne bi bila jaz, taka kot sem, bi se odpovedala svoji moči. Druga pot bi bila lahko samo to, da zbolim in da se pridelam neko bolezen, avtoimunom, da se razumemo, in letam od zdravnika in se počutim kot žrtev. In tega nočem. Jaz hočem biti jaz, čeprav za mnoge izgledam čudna. Ker pač taka sem. Poglejte, uradna medicina oziroma tudi mnogi ljudje dajejo ljudem, ki so drugačni, razne nazive. Se pravi, če si drugačen, imaš shizofrenijo. Če si drugačen, imaš bipolarno motnjo in tako naprej. Ja, seveda, ko se čistijo čustva, pridejo čustva na dan. In takrat, ko sem bila jaz v najglobljem tem čiščenju svojih čustev, verjetno, če bi šla zdravniku, ker sem večkrat jokala, ker se je moja duša čistila, bi verjetno dobila antidepresive. Pač, ker uradna medicina zdravi to skozi antidepresive. Ampak roko na srce. Kdor začne zobati te tabletke za ubijati se pač sam ubija. Ni, da je to neka rešitev. Ko te duša boli, takrat se moraš lotiti vprašanj, zakaj me duša boli. Kaj vlečem za sabo? Kaj je tisto, ki mi povzroča to grozno bolečino? In zdaj, če bi bilo samo po družinskem deblu, bi bilo to po moje čisto enostavno. Ampak predelujemo tudi ta del svoje duše, kar smo mi kot svoja duša pripeljali na to življenje in je naša družina odlična kulisa, ozadje, da lahko predelamo določene lekcije. In ko predelamo tam te boleče spomine, se osvobodimo. Pri zadnji stranki, ki je bila pri meni, sem videla, ona ima strašne bolečine na predelu srca. Pač strašne bolečine. In sem videla, da v enem življenju je imela 5 otrok in so vseh teh 5 otrok pričo nje jih pobili, krvoločno. In zdaj teh 5 otrok se je seveda želeli nekje roditi v njeno okolico in ona ima pa drugače za obljubo, nikdar več ne bom imela otrok, ker izguba otroka tako močno boli. In če imate mogoče tudi vi to za obljubo, preverite, ali pa za obljubo nikdar več ne bom imela denarja, ker denar tako močno pokvari ljudi. Ne vem, če je za obljuba, verjemite mi, da denar bo zbežal od vas. Ni šans, da ga boste imeli. Pač, to je energija, ne? In vse to zunanji svet nam kaže naše notranje stanje. Ja, ampak zakon privlačnosti pa tako fajn. Jaz bi živela v sanjski hiški. Jaz bi res, pa bi imela lep partnerski odnos. In pa smo tako v pravljicah,
ko princeska sanja in poljubi tistega princa od džabe in nastane vse, kar si je zaželela in živita srečno do konec dni. Ja, do konca dni. Pač to je nažalost samo v pravljicah. V realnosti je to, da ja, imamo željo, ampak ko postanem jaz želja, se pravi, ko občutam vsaki celici, in to piše v Svetem pismu, ko postanite obkroženi s svojim odgovorom, občutite svojo željo v sebi, občutite, vsaka celica naj občuti to energijo. Takrat se sproži pesem vesolja in se zgodi čarovnija in to pride v vaše življenje. Tako, pojavi se. Tako, kot se je naša mačka pojavila po 6 dneh, ko je bila pogrešana. In zdaj mi je ena gospa napisala, da njihovo mačko so jo pokopali, je bila mrtva in čez par dni je prišla živa nazaj. Wow, mi smo tako blond, mi smo tako, ne razumemo energij in razumemo samo linearno. Danes grem spat, jutri se zbudim, je nov dan in ta linearen čas, pač z našo zavestjo ne razumemo, da verjetno smo sredi neke bunkice in da je v bistvu na vsako našo vibracijo se odzove vse okrog nas. Po moje gre tako. Lahko pa rečete, joj, Minki se je obrnil. Ja, tudi se ni važno. Glejte, vsakič, ko mislimo za drugega, on je tak, 3 prsti kažejo nazaj. In bolj kot misli nekdo, da sem jaz zmešana, verjemite mi, da je on še bolj. Pač, kar praviš o drugih, govori veliko o tebi in malo o drugih. Paziš pri drugemu samo to, kar je v tebi. Pač, tako je. Jaz samo razmišljam na glas in živim to, kar verjamem in delim to, kar verjamem. In res vidim, kako se ljudje, ki delajo na sebi, osvobajajo, kako nastaja okrog njih nova vibracija, kako od tega, da pridejo k meni prvič, recimo, ko stara mama, kako me hodi in ne vem, pride čez 1 leto ponovno ali pa čez pol leta ponovno pride k mladenka noter. Kdo si ti? Ti drugač hodaš, ti imaš drugačen glas, kaj se je zgodil? Pesem duše, to se zgodi. Ko ti duša poje od sreče, se vse zgodi. Ja, vem pa, da je malo težko pride do tega, da ti duša poje od sreče, ker je toliko razlogov, da ti ne. Pač, ja, življenje je tako zanimivo. A ja, še za konec, kar sem hotela na začetku povedati, pa nisem. Zdaj imate možnost, da naročite knjige, vse moje 4 knjige, se pravi, čakre zdaj dobite s 15% popustom za 30,51, duše dobite za 26,91, napišete mi samo mail na minka@srečno-življenje.com in mi napišete, želim knjige s popustom. Ko imajo hormoni žur, jih dobite za 27,97. Ne, to je pa 10% popust. Po moje še malce než dobite. 15% popust na vse moje knjige in ko ima življenje žur, ne more biti manj kot 27,97 je po moje 10% popust. 15% popust na moje knjige in tudi na karte, seveda, tudi na karte dobite ravno tako 15% popust. Ne pa na ta novo knjigo, da se razumemo. Ta nova knjiga, ki jo lahko zdaj še vedno naročite v prednaročilu, ta nova knjiga je o moških hormonih in o odnosih. Ta je zdaj pri oblikovalki, se sestavlja skupaj in ta knjiga je pa v prednaročilu za 30 € in jo potem, ko pride iz tiskarne, jo dobite brez stroškov pošiljanja in seveda s takim popustom. Bo pa to več kot 15% popust, sigurno. Tako da, ja, je kakšno pozitivno sporočilo, ampak imam spet karte tamle, tako da sem dolg, da dobim sem karte, da vidimo, kaj vam stvarstvo ta trenutek sporoča. Za vse tiste,
ki si močno želite v svoje življenje pritegniti nekaj lepšega, nekaj boljšega, ki si želite napredek v svojem življenju. Kaj vam ta trenutek stvarstvo sporoča? Molitev in meditacija. Čistite podzavest. Čistite podzavest. Čas je. Ne se primerjati z drugimi ljudmi, dajte se samo povezovati in očiščujete se starih vzorcev, tega ne potrebujete več. Se pravi, osnovno sporočilo je to. Z molitvijo in meditacijo boste počistili kode, ki vas zadržujejo v nezadovoljstvu. In zdaj, če pogledamo sporočilo, še da preberem, vam bom obe sporočili prebrala. 24 karta, da vidimo. Ti, ki tole poslušaš, si bitje, ki si blagoslovljeno. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi prideš v stik. Blagoslavljaj vse, kar si želiš, da se izboljša. Zavedaj se, da te napolnjuje božanska svetloba, ki se preko tebe steka na zemljo. To je tako kot slap, ki teče bela božja svetloba in v tvojem polju vedno več te bele božje svetlobe in potem pride vijolična svetloba in očisti vse te kode pomanjkanja, ki jih ne potrebuješ več in potem lahko dihaš. Ozaveščaj, blagoslavljaj in pojdi naprej. Zaupaj vase in to zmoreš. V tebi je moč spremembe. Tvoje srce se zdravi, ko greš v naravo, k vodi in vanjo zmečeš kamenje svojih bolečin. Ko objameš drevo, dovoli, da solze očistijo tvojo dušo. Vse je tako, kot je prav. Zaupaj. Kar naprej prihajajo ta sporočila. Zaupaj, zaupaj, zaupaj. Vse je tako, kot je prav. Zaupaj. Tako da, vse dobro, uživajte in ja, zaupajte v božansko vodstvo, ker na ključi ni. Dejansko vse v tem življenju je na ključ. Je. Uživajte. Vse dobro. Naj vas spremlja Božji blagoslov.